No, jaz moram tako reči, da z dr. Dobriharjem, odkar je ustanovljena ta ambulanta za tele, ki niso zavarovani, za te brezdomce, azilante in podobno, take ljudi nimajo pravega statusa državljana in stalnega pogajališča, ki nimajo zdravstvenega varstva v celoti, tako kot imajo naši zavarovanci, vendar jih pa zakon zapoznuje tudi te, če zbolijo, da jih morajo, kadar gre za urgentne in akutne zadeve, pomagati kot ljudje, ne glede na to, kdo bo potem te stroške našel nosu. Dejstvo pa je, da ti ljudje lahko dobijo, če imajo bivališče ali pa da so pri kakem sorodniku tudi potrdilo občine za to, da jim plačajo osnovno zdravstveno varstvo. Nimajo pa plačanega tistega dodatnega zdravstvenega zavarovanja, pa tudi denarja nimajo, da bi si ga plačali. Zato se običajno dogaja, da ti ljudje vzamejo zdravila iz obveznega, če ga dobijo in ga plača občina iz belih receptov, da tistih, kar zdravnik posebej napiše, pa ne, ker nimajo denarja, da bi plačali. Zdaj, te ambulante delajo brezplačno, sprejemajo pacijente brez zdravstvene kartice in jim pomagajo. In moram reči, da je drugo, tretje leto, zdaj malo bolj obdobje, da se je lani podvojilo število pacijentov v tej ambulanti obravnavanih in zdaj, kaj bo leto, še ne vem. V glavnem naredijo vse, kar je možno. Imajo tudi zraven zaposlenega farmacevta, socialno delavko, psihologa, skratka, imajo dodatne strokovne delavce, vsi delajo prostovoljno in pomagajo ljudem. Mislim, da bi te ambulante morali biti in dr. Dobrichar je predlagal Ministrstvu za zdravje, da naj bi iz proračuna šlo za te ljudi tudi za dodatno zavarovanje. Samo zdaj ni še to urejeno. Pride do vas informacija, da recimo zdravnik, ki dela v povprečni zdravstveni ambulanti, ne obvesti teh bolnikov, ki so brez zdravstvenega zavarovanja. Me zanima, če opozarjajo bolniki na to kršitev? Ne, če bolnik ne vpraša samo od sebe zdravnik, pa noben zdravstven delavec ne bo nič naredil, kar se tega tiče teh informacij. Vse to je problem in zato mi rabimo tudi na regijskih nivojih ljudi, ki bojo pojasnjevali bolnikom in pacientov, kakve pravice še imajo, kam se še ne obrne. Kaj pa informiranost medicinskega osebja, ki niso zdravniki? Recimo, tudi so sestre? Ja, znani so recimo primeri, kjer nekdo, ki ima osnovno zavarovanje, pa je tujec, ima drugačno obliko zdravstvene izkaznice in recimo ne vedo, kaj to sploh je. Imate take primere, vse opozarja? Ja, so taki in drugačni, vse so te primeri še ni to edini primer, ki je lahko problematičen. Je to tako, niso praviloma in pravočasno vedno vsi o vsem obveščeni, tudi ki so zaposleni v zdravstvu, tudi o osnovnih pravicah pacientov niso povsod vsi enako obveščeni, odvisno od inštitucije, organizacije, od tistih, ki so jih postavili, ki z njimi nadrejeno sodelujejo in tak naprej.